Če ste pripravljeni, lahko kar začnemo, prosim. Ta četrti festival izkazuje, da imamo pri nas zelo razvito in zelo raznovrstno tehniko in organiziranost za reševanje in zaščito in rad bi dal vso podporo in priznanje vsem, ki v tem sodelujejo. To je zelo kompleksen sistem, vključuje veliko ljudi, tako prostovoljce, kot tudi profesionalne ljudi, strokovnjake vseh vrst, od znanstvenih inštitutov do ljudi, ki delajo najbolj praktično pravila, gasilska in druga zaščitna. Vsem gre velika zahvala in zelo dobro je, da se enkrat pokaže na enem mestu. Želel bi, da bi čim več ljudi to videlo, ker na ta način se tudi spozna naša pripravljenost in krepi tudi samozaščitna kultura. Mi moramo to samozaščitno kulturo čim bolj razviti. To bi imel kot izjavo, zdaj pa če so še kakšna vprašanja. Smo torej, po vašem mnenju, gospod predsednik, v dobrih rokah v primeru takšne ali drugačne nesreče? Smo, ampak veste, imamo različne situacije in različne stopnje izkušenj. Če pogledamo recimo jamarski del, tam so izkušnje zelo velike, imamo zelo veliko ljudi, ki že dolga leta delajo na organiziran način in verjamem, da ni veliko dodati k temu, kar že obstaja. Če pogledamo žičničarski del, tam so neke nove tehnike potrebne na podlagi izkušenj iz jamarstva in to je dobro, da se razvija. Največ dela pa je treba opraviti na morju. Mislim, da je treba tu razviti en celovit sistem zaščite za primer nesreč na morju. Mi imamo posamezne dele že razvite, ampak to je treba sestaviti eno celoto, videti, kako bomo to povezali na državni ravni in kako se bomo usposobili za preprečitev oziroma za hitro ukrepanje, če bo potrebno. Poudaril bi še tudi mednarodno sodelovanje. Veseli me, da sem tukaj lahko srečal tudi predstavnike različnih zaščitnih organizacij iz Hrvaške in Italije. To je v tem prostoru seveda zelo pomembno, to je majhen in občutljiv prostor in dobro je, da se z rednim sodelovanjem potrdijo te vezi, ki seveda lahko pridejo prav primeru nesreč. Hvala lepa. Dobro, hvala.